Pozdravljeni v 85. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž in gostiva profesor dr. Žiga Turka z Univerze v Ljubljani. Zdravo, Žiga. Živijo. Žiga je bil že gost v oddaji BIM Pogovori in to v 10. oddaji. Žiga, se mogoče spomniš, kjerga leta sploh je to bilo? Moje kakšne 2 let nazaj. Ja, 2016. Avgusta 2016 je bilo to v bistvu že kar nekaj časa od tega. Veliko podcastov oziroma veliko daje minil, ampak v bistvu najbolj se pogovarjamo še zmeraj o istih stvareh, digitalizaciji, napredku v gradbeništvu in podobnih zadevah. In ena stvar, ki se je v zadnjem času pojavila na večjih koncih, je tako imenovano gradbeništvo 4.0. In vidva dejansko z Robijem sta imela en članek na zborovanju gradbenih konstruktorjev na Bledu, nekaj 2 meseca nazaj, kaj tazga, ravno na to temo in bi se v bistvu bolj manj na to pogovorili. Žiga, mogoče za začetek samo 2 stavka, samo za to, če morda kdo še ni poslušal 10. oddaje, pa na vsak način je morate, da poveš, kdo si, kaj delaš. Ja, jaz sem Žiga Turk, profesor za gradbeno komunikacijo tukaj na Gradbeni fakulteti v Ljubljani. Učim nekaj predmetov na podiplomskem in dodiplomskem študiju. Raziskujem na področju gradbene informatike, vodim programsko skupino e-gradbeništvo. Sem nekoliko rekreiram še vedno na Twitterju. Nekako je to. Danes smo rekli, da bi govorili o gradbeništvu 4.0. Fajn bi bilo, da bi najprej povedal, sploh iz česa to izhaja. Zdaj, jaz osebno vem, da izhaja to industrija 4.0, ampak a bi se dal postaviti nek kontekst, da bomo sploh vedeli, kako pol nastane gradbeništvo 4.0, pa iz česa to izhaja. Ja, zdaj, da sem najprej nekoliko realen ali pa mogoče ciničen, ne. Informacijska tehnologija in vse industrije, ki so s tem povezane in tudi veliko znanosti, ki je s tem povezana, je zelo podvržena različnim modnim muham in raznim marketinškim trikom in prijemom. In ljudje zelo radi neko izboljšavo definirajo oziroma dajo vedeti, da je prišlo do nekega izboljšanja tako, da dajo neko številko zadaj, ki je večja kot 1. Tako da za Web 1.0 nihče ni slišal, za Web 2.0 seveda nas je slišalo veliko in potem seveda se pojavjajo nekateri, ki govorijo tudi od 3, 4 in tako naprej. Podobno je z dimenzijami v BIM-u. 3D je bilo v redu, 4D je bilo že super, ampak potem je bilo tekmovanje, kdo bo teh D-jev več naredil. In lahko se reče, nekaj podobnega je tudi industrija 4.0, odkoder ta ideja o gradbeništvu 4.0 prihaja. Nekdo je poskušal v zvezi z industrijo 4.0, konkretno nemška industrija oziroma nemška industrijska politika, najti nek dežnik za množico nekih konceptov, idej, raziskav, inovacij, motivacij, da bi prišlo do neke modernizacije v nemški industriji in da bi ta industrija še naprej lahko uspešno tekmovala, predvsem z industrijami v Aziji, da se skratka ustavi selitev industrij, ki nekaj proizvajajo, ki nekaj sestavljajo, ki nekaj šraufajo iz Evrope v Azijo. In so tej zadevi rekli industrija 4.0 kot pač naslednji korak pri razvoju industrije, ki se razvija tam nekje od srede 18. stoletja naprej. Zdaj, če me vprašaš, katere so potem industrije od 1 do 3, če je že ta 4.0? Točno to bi vprašal zdaj. Si hotel to vprašati, ne? Ja, sem smel mikrofon na mute, nisem bil prav čas. Ja, no, sej v bistvu jaz imam skozi v glavi eno sliko, ki sem pač večkrat videl tudi na prezentacijah. In tista slika zelo dobro opiše, pa se tudi potem vidi, da je to logičen naslednji korak.
vsega skupine. Čeprav je pa vseeno malo drugače, no? Ampak vseeno, ti prvi 3 koraki, ko se jih pove na glas, tako vsi vemo, ampak je pa fino, da se poudarjajo. Ja, tudi, kaj zvem, lepše se to vidi s slikami, ampak glede na to, da imamo podcast, mogoče velja te slike malo opisati, ne, skratka, industrija 1.0 pomeni prvo uvajanje mehanizacije in strojev, se pravi neke tovarne, če si jih predstavljamo tam iz srede 18. stoletja, preden se je Valentin Vodnik rodil, ko so neki grobi stroji, ki jih mogoče žene izjemoma para ali pa vodna moč. Od takrat naprej, skratka, se potem nekaj razvija in moč mišic, živali in ljudi prevzamejo stroji. Industrija 2.0 si lahko predstavljamo nek tekoči trak ali pa se začne pojavljati v začetku 20. stoletja, ko ti stroji postajajo električni, kar pomeni, da so primerni tudi za nekak manjše zadeve, da tudi so ti pogoni ne samo za gore premikati, ampak tudi za, ne vem, kakšno stvar za šraufati ali kaj premakniti. Lahko si predstavljamo recimo eno proizvodno linijo kakšnih starinskih avtomobilov pred prve svetovne vojne. Industrija 3.0 pa potem pride že v sodobni čas oziroma v tisto, od koder naprej bi radi z industrijo 4.0 šli. Se pravi, ne gre več samo za elektriko, gre za avtomatizacijo, gre za digitalizacijo, za računalnike, za internet. Tam nekje od leta 1970 naprej naj bi se pa ta industrija dogajala. No in naslednji korak, industrija 4.0, je pa nekaj, kar se dogaja recimo od preloma tisočletja oziroma še nekoliko kasneje, od leta 2010 naprej. O tem, kaj je to, mogoče nekoliko kasneje. Ne? Je pa res, kot si rekel, gre za, bom rekel, neko logično sosledje, ko postaja ta strojna podpora izdelovanju stvari, industrijski proizvodnji, vedno bolj sofisticirana, na nek način z vedno drobnejšimi koščki se lahko stroji ukvarjajo. No, ampak jaz bi vseeno malo se še tu ustavil, pa bi mogoče nekaj poudaril, kar mi je tako fascinantno, no, da recimo, če govorimo o industrijah od 1 do 3, ne, tudi če bi gledali stališče gradbeništva, tu v bistvu lahko postaviš dokaj jasno ločnico, kaj je zdaj industrija 2 ali pa 3. Ta prehod je zelo tako trd, no, bom tako rekel, no. Ampak zdaj med 3 pa 4, vse do tega bom pa naprej prišel, se mi pa zdi, da je to zelo, zelo bolj zabrisana meja. Zato se mi tako vedno poraja vprašanje, je to zdaj neka umetna tvorba, ali dejansko je kaj na tej 4, ali smo mogoče to samo ustvarili, ali imate kako mnenje o tem? No, te stvari tudi v literaturi niso povsem dorečene. A veš, vedno je za nazaj lažje ugotavljati, kaj se je zgodilo, oziroma najti neko zakonitost, oziroma najti nek grob menik, ki reče, tole je 1, tole je pa 2. Ne? In recimo, da je med 1 pa 2 to elektrika, med 2 in 3 so pa to računalniki. Ne? Ampak seveda marsikakšen strojček, ki ga je poganjala elektrika, so pa predtem na malo bolj kompliciran način poganjale, ne vem, zdaj imaš električne žage po Sloveniji, prej si imel pa vodne žage, pa rekel je bila zadeva zelo podobna. Ne? Težko bi človek rekel, da je šlo za paradigmatsko spremembo. Zdaj, če bi bilo treba najti eno jasno ločnico med 3 pa med 4, potem je po mojem mnenju to da ta dva svetova, ki sta v industriji 3.0 še pravzaprav precej ločena. Ne? Na eni strani vse tisto, kar je digitalno in računalniško, in na drugi strani vse tisto, kar je snovno in oprijemljivo. Ne? Recimo, ne vem, v gradbeništvu imaš primer nekega digitalnega načrta na eni strani in potem fizične stavbe na drugi. Ne? In v paradigmi 3.0 je ključen posrednik med tem dvojim pravzaprav človek oziroma človeška inteligenca. Ne? Človek je tisti, ki
ali gleda papirni načrt, pa skrbi za to, da bo ta papirni načrt na tak in tak način oziroma pravilno izveden na gradbišču. In če hodi po gradbišču s tablico, ne, in v 3D-ju vrti in gleda, kako naj bi bil, ne vem, nek preboj nekih vodov servisnih narejen skozi armiran steber in kako naj bi se ta armatura pa tisti preboji med seboj uskladili. Če to gleda na tablici, ne, pa potem ročno skrbi za to, da bo stvar materialno izvedena na pravilen način, potem bi to še vedno sodilo v vzorce iz industrije 3.0 oziroma gradbeništva 3.0. Če pa to človeško posredovanje začne izginjati ali pa popolnoma izgine, ne, potem bi pa lahko rekli, da gre pa za industrijo 4.0. Skratka, da se ta kibernetski digitalni svet pa materialni svet zlijeta bolj ali manj brez posredovanja človeka. In podobno bi lahko rekel tudi pri prejšnjih industrijah 1, 2, 3, ko smo rekli, je stroj nadomestil človeške mišice. Ne. Še vedno neki fizikalci nekaj delajo. Ne. Še vedno so neki mišice in tudi v industriji 4.0 ne bo človek popolnoma izginil. Ne. Ampak trend gre pa v smeri, da je tega človeškega posredništva vedno manj. Potem so seveda še neki drugi vidiki, ki so mogoče še bolj zvezni, ne? Ampak če bi mogel, bom rekel, eno tako točko preloma ali pa en tak identifikator, ali je nekaj 3 ali 4, ne? Potem bi rekel, koliko tega posredovanja oziroma tega interfejsa med kibernetskim in med fizičnim počne človek. In zato nekateri tudi pravijo, ne, da gre pri industriji 4.0 za kibernetsko-fizične sisteme. Skratka, da ni več kibernetski sistem posebej, pa fizični sistem posebej, ampak da to postane eno. Bom rekel, na podoben način, kot bom rekel, ne moreš recimo nekega biološkega bitja, ne moreš živčevja tega bitja, pa ne vem, mišič in kosti ločiti. Nekaj podobnega naj bi se dogajalo z industrijskimi izdelki. Jaz bi to mogoče za poslušalce vrisal eno sliko, ker smo pač na podcastu, pa nimamo slike. Ne? Na naši prezentaciji je bila ena ful dobra slika med 3 pa 4, no, in pri 3 je bil računalnik, pa je bil produkt, vmes je bil pa človek, ki je mogel pač prevajati ali pa delati nekaj med tem računalnikom pa produktom. Pri 4.0 sta pa v računalnik pa pač produkt izdelek, kakorkoli temu rečemo, pa skoraj sta se prekrivala, ne? Človek je pa v fotelu sedel pa pač, ne vem, televizijo gledal, kar je ena taka, se mi zdi, zelo dobro opiše vse, kar, mislim, opiše način, na katerega predstavlja industrijo 4.0, čeprav se da ni čisto tako, no. Matej, še imaš ti kaj za vprašati, ali bomo kar mi zadebatirali? Vidva dobro debatirate, v bistvu jaz svoje pa na trenutke zgubljam, v bistvu, ne, v smislu predvsem želim si ustvariti sliko gradbišča 4.0, ne, in realno ne vem, če je dosti pozno ali pa če sem dosti kao spil, v bistvu, da si to lahko dejansko premislim, ne. Ker v bistvu to, kar jaz načeloma, zdaj mi govorimo v bistvu dejansko o proizvodnje, ne? In ta proizvodnja je tradicionalna, recimo ta slika najbrž, ko ste videli prej opisovala, je tista, ki so tisti avtomobili gor narisani po roboti, pa ne vem kaj še vse, ne? Bomo dali to v zapiske, tako da vsi na bimpogovori.si to pogledati. Skratka, gradbeništvo tradicionalno dela na teh unikatnih izdelkih, kjer v bistvu smo imeli že zdaj skozi pač leta nazaj v bistvu težavo nekako se približati te industrializaciji dvojke ali pa trojke, recimo, ne? Pa niti, recimo, da bi rekli industrija 3.0 v bistvu s temi roboti in tako naprej. Imamo digitalizacijo gradbeništva, ampak zdaj, da bi pa to dejansko probal si zamisliti in preslikati to v 4.0, kjer bi bili ti sistemi tudi sami proizvodni, sami gradni
tako integrirani in tako v bistvu napredno med sabo komunicirali, da bi ta zadeva lahko nastajala, ali imam jaz v bistvu težavo z vizualizacijo tega, ali v bistvu koliko delaš dejansko, recimo, pa pustimo zdaj neke velike 3D tiskalnike in ne vem kaj že vse v bistvu. Kje dejansko to v gradbeništvu potem lahko bi recimo si zamislili ta trenutek? Ja, mogoče bi se mogla z Robijem zdaj iz tega recimo teoretičnega ali pa konceptualnega dela diskusije spraviti mečkanje na tla, ne. Če govorimo o kibernetsko-fizičnem sistemu, to je pač ena teoretična ideja. Lahko bi pa definirali industrijo 4.0 tudi z vidika, kaj pomeni za kupca, kaj pomeni za podjetja, kaj pomeni za cele industrijske panoge, in potem spet gremo mečkanje nazaj v ta bolj tehnični del, kako zadeva deluje, ne. In recimo, kar se tiče industrije 4.0, pa lahko potem to primerjamo z gradbeništvom 4.0, ne, kar ne bi pomenila za kupca, ne. Ne gre za to, da bi pač imeli še boljše, še cenejše, še bolj okolju prijazne izdelke, ne? Ampak če naj bi šlo za izdelek industrija 4.0, potem naj bi šlo za nekaj, kar je prilagojeno posamezniku, se pravi, da so izdelki delani posebej za nekega kupca in niso za vse ljudi enaki, da so izdelki pametni in da so ti izdelki povezani med seboj z drugimi izdelki in z ljudmi. In zdaj, če po teh treh točkah pregledamo, recimo, kakšni naj bi bili gradbeni produkti 4.0 z vidika končnega kupca, če rečemo prilagojeni posamezniku, lahko naredimo kljukico. Gradbeništvo že ves čas dela izdelke, ki so prilagojeni posameznemu kupcu, dela unikate. Skratka, naš problem je, oziroma tisto, kar si gradbeništvo želi, je industrializirati produkcijo unikatov, medtem ko si industrija 4.0 prizadeva individualizirati industrijsko proizvodnjo do zdaj istih izdelkov. Skratka, tukaj imamo prilagojeni posamezniku smo. Potem gre za to, da so izdelki pametni v smislu, tako kot so pametni telefoni pametni, ampak da so tudi avtomobili pametni, da so stavbe pametne, da so mesta pametne, da so tovarne pametne, gradbišča pametne, o tem lahko nekoliko kasneje nekaj povemo, kaj to pomeni, da so pametni. In tukaj nam pravzaprav še kar nekaj stvari manjka. Imamo v nekaterih stavbah nekaj senzorjev, ki so morda povezani z krmilnimi sistemi zračenja, ogrevanja in podobno, ampak prav neke strašno velike pameti ni. Na cestah imamo neke števce prometa, ki so morda povezani s semafori, ampak da bi ta cesta, bom rekel, se pametno odzivala in prilagajala, zelo odvisno od tega, kakšen sistem za vodenje prometa imajo v kakšnem mestu. Da so ti izdelki med seboj povezani, da bi stavba komunicirala z svojimi uporabniki, je pa že bistveno bolj redko, da bi cesta komunicirala z avtomobili, je tudi zelo, zelo redko. Cesta komunicira z vozniki tako, da, kaj pa vem, se peleš po avtocesti, pa je na velikem panoju, ki gre čez cesto, napisano, da bo čez 2 kilometra zastoj. To je točno vzorec industrije 3.0, ko imaš sicer digitalno to senzoriko, kaj se na cesti dogaja, imaš digitalni displej, ki ti bo povedal, da se nekaj dogaja, morda imaš digitalni displej za to, da se mora hitrost vozil zmanjšati, ampak človek je potem tisti vmesnik, ki nekemu drugemu izdelku, konkretno avtomobilu, pove, morava iti bolj počas, je treba upočasniti. In pameten oziroma povezan izdelek bi komuniciral med seboj. Podobno bi stavba komunicirala z uporabniki te stavbe. Spet največ primerov je iz teh ugodja bivanja, gradbene fizike oziroma ogrevanja, hlajenja, osvetljevanja in tako naprej. In treba je povedati, da take stavbe nastajajo, in ponudniki takih, bom rekel, storitev za stavbe obstajajo, in tisto, kar bi moralo nas gradbenike zanimati, je,
kdo bo integrator teh rešitev, ne? Kdo bo tisti, ki bo naredil pametno povezano stavbo prihodnosti, ki bo standard, ki bo nekaj normalnega, torej prilagojena posamezniku, to gradbeniki delamo, pametno in povezano bo treba narediti in skrbeti nas mora, ne, ali ne bodo morda to stavbo pametno in povezano naredili računalnikarji, elektrotehniki ali pa strojniki, ne, ki bodo potem od gradbenikov pričakovali pravzaprav, da jim bodo, če nekoliko karikiram, ulili beton v opaž in postavili opeko na opeko, ne. Ali pa bo ravno obratno, ne, in bodo gradbeniki poklicali za nekatere sisteme na pomoč, tako kot do zdaj strojnike, pa še elektrotehnike in računalnikarji. To je, se mi zdi, veliko vprašanje, ki je pred celotno gradbeno industrijo, ki skrbi tudi Evropsko federacijo gradbene industrije FIEK, kjer jaz vodim odbor za industrijo 4.0 in kjer razmišljamo, kako peljati industrijo v to smer. Jaz bi mogoče tule izkoristil malo priložnost, pa bi dal nekaj primerov iz dejansko iz gradbeništva danes, pa bi jih mogoče postavil v kontekst gradbeništva 4.0. Zdaj je bilo nekaj govora o tem, da bi recimo cesta komunicirala sama z vozilom, ne? Ker kaj se zdaj dogaja, da dejansko dobiš obvestilo na telefon, ampak še vedno je človek tisto vmes, ki potem s avtom reagira, ne? Recimo letos je bilo na kongresu v cestah, ki je bil v Portorožu, bil predstavljen sistem, kjer se recimo na avtocesti nekaj zgodi, konkretno so delali pilot v tem predoru Golovec, kateri on predor, ki gre potem po zahodnji gor proti Kranju? Šentvid. Ja, Šentvid, pardon. No, predor Šentvid in so ugradili sistem, kjer če se je nekaj zgodil, če se je vozilo ustavilo v predoru, je sam obvestil avto, pač vozilo, ki se je približevalo predoru, da se nekaj dogaja, ne? In se vozniku lepo na armaturni plošči pojavil, da naj pazi, naj ustavi kakorkoli. In to je že en tak primer, kam se industrija seli, ne? Se pravi, infrastruktura opozarja uporabnika, da se nekaj dogaja, ne direktno človek, ampak pač lahko bi tudi z avtom bi recimo ustavil avto, kakorkoli. En primer tak so tudi ti radarji ali pa to, kar Tesla dela, ali pa kakorkoli, no. Drug recimo tak primer so pa te stavbe, ki so potresno izolirane, ki imajo vgrajena nihala, ne, in ta nihala zdaj se v bistvu tako premikajo, da poskušajo nevtralizirati sile, ki delujejo, potresne sile, ki delujejo na stavbo, pač vse s ciljem, da ohranijo stavbo pa ljudi v tej stavbi. Ampak to so tudi že enkrat, ne vem, ali so debatirali, sem s kom drugim, no, da vsi ti sistemi do zdaj so bili pripravljeni pa čist lepo algoritmično, ne, če se to zgodi in tako naprej, ne. Zdaj po novi paradigmi bi pa lahko to naredili na tak način, da bi se sistem sam učil, kaj mora narediti v katerem koraku, ne. Potem pa spet vprašanje, če smo mi že pripravljeni na to, da bomo zaupali nekemu računalniškemu sistemu, da bo nekaj takega delal namesto nas. No in teh primerov je še cel kup, ne. Vsi pa temeljijo na tehnologijah, na katerih temelji gradbeništvo 4.0, od teh velikih količin podatkov, tako imenovani big data, do ne vem, pametnih tovarn, do interneta stvari, pa ne vem, česa še vseeno. Ampak jaz imam tukaj mogoče eno drugo vprašanje, ker industrija 4.0 zelo veliko govori tudi o tej napredni proizvodnji, kjer bi ne vem, direktno iz nekega modela nastal končen produkt, a se na evropski ravni v gradbeništvu karkoli govori o tem, da bi gradbeništvo se avtomatizira, robotizira, kakorkoli, a še vedno prevladuje to razmišljanje, da so izdelki unikatni, da se to ne da, da je gradbeništvo posebno in to, kar se že govori, ne vem, odkar sem jaz v gradbeništvu. No, mogoče najprej tole, kar si govoril o stavbah, ki se znajo odzivati na dinamične obremenitve, bom rekel pametno in na nje reagirati, je lep primer tega, da ne gre za prelom, ne gre za
prehod iz gradbeništva 3.0 v 4.0, ki bi bil oster, prelomen. Cel kup elementov gradbeništva 4.0 imamo že zelo dolgo časa. V Tajvanu je en visok nebotičnik, najvišji na potresnem območju, na zelo vetrovnem območju narejen, ki ima čisto na vrhu neko blazno veliko maso, ki jo potem premikajo oziroma se odziva na predvsem obremenitve z vetrom, nekaj tudi s potresom in tista stavba, mislim, da je že nekaj 10-20 let stara, skratka, niso stvari tako prelomne. Zdaj, tisto, kar si vprašal, kako se gradbena industrija na to odziva, jaz mislim, da zavedanje, da je drugačna od industrije, ki dela veliko serijske izdelke, to zavedanje stoji, ga je treba upoštevati, se je treba tega držati. V gradbeništvu 4.0 gre predvsem za to, da verigo vrednosti na eni strani digitaliziramo, da so vse izmenjave informacij digitalne in da se integracija potem zgodi skozi integracijo teh digitalnih podatkov oziroma izmenjave teh digitalnih podatkov. Praktično v vseh evropskih državah je velik potisk proti uporabi tehnologije BIM, ki je seveda ena od, oziroma neko središče te digitalizacije. Tudi zanimivo je videti, da v industriji 4.0 so pogruntali en koncept, ki se mu reče digitalni dvojnik, ki pravzaprav v gradbeništvu ni nič drugega kot BIM, se pravi digitalni dvojček tiste stavbe, ki se bo gradila ali pa ki se jo upravlja ali pa ki se jo vzdržuje. Tako da, ja, to se poskuša delati, digitalizirati in integrirati, pri čemer je zanimivo pa nekaj drugega, da gre industrija 4.0 drugod, v smeri tega, da prilagajaš stvari posamezniku in da prilagajaš seveda potem tudi procese in postopke temu. Skratka, da je neka vedno večja fleksibilnost tudi, ko gre za produkcijo, medtem ko mogoče je treba te stvari še nekoliko premisliti ali pa nimam eksaktnih podatkov o tem, ampak občutek je, da odkar se pa v gradbeništvu uvaja BIM, se pa poskuša procese in postopke fiksirati. Skratka, so vedno bolj togi, vedno bolj natančno je vse naprej premišljeno, vedno več dokumentov, vedno več nekih papirjev pišemo o tem, kako bomo to digitalizirali in integrirali, kar je malo v nasprotju z duhom industrije 4.0. Druga stvar, ki je pomembna z vidika poslovanja, mogoče ne toliko z vidika produkcije, za katero smo rekli digitalizirana, integrirana, ampak z vidika poslovanja, se pravi, odkot prihaja dodana vrednost, kakšni so poslovni modeli. Tudi tukaj je v industriji in v gradbeništvu 4.0 nekaj novih idej, predvsem v smislu tega, da se ne prodaja fizičnega izdelka, ampak se prodaja neko znanje, podatke, informacije, algoritme, skratka intelektualno lastnino, ne pa materialno lastnino. Ja, sej recimo zdaj mi je na misel prišla ta nova gradbena zakonodaja slovenska, ker zdaj enostavno, včasih so recimo arhitekti prodali načrt arhitekture, zdaj pa prodajajo, pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ker dejansko drugače ne gre več. Tako da se mi zdi tudi politika nekako v to smer sili, ali kakorkoli, da bomo šli dejansko stran od nekih produktov k storitvam. Tako vse druge industrije so že šle verjetno pred leti. Ja, jaz zraven predvsem študiram v bistvu tem, kar je, mislim, da Žiga prej rekel, kdo bo zdaj tisti, ki bo držal roko nad gradbeništvom 4.0, bomo to gradbenike prepustili strojnikom, elektroinženirjem in drugim. Če sem malo samokritičen, ne vem, če smo gradbeniki ravno
primerna skupina, ki bi bila odgovorna za cel kup varnostnih vprašanj, ki so povezana lahko s tem. Še posebej takoj, ko naj bi te pametne stavbe jasno bile individualizirane, kjer ne bi bili te sistemi najbrž med sabo tesno povezani in glede na vse varnostne težave, ki jih imamo že zdaj z računalniki ali pa z malo večjimi sistemi informacijskimi, me rahlo skrbi, kam to lahko pelje. Ja, samo, veš, če se mejhan spomnimo na tisto razdelitev na, bom rekel, formo pa na funkcijo. Ne? Skratka, izdelki imajo neko formo, so pa iz nekih sistemov sestavljeni, imajo pa neko funkcijo, zakaj to stvar pravzaprav imamo, zakaj imamo stavbo, zakaj imamo cesto, zakaj imamo most. Ne? In jaz trdim, da pravzaprav te funkcije teh izdelkov, ne, še vedno gradbeniki in arhitekti najboljše razumemo. Ne? Arhitekti mogoče malo bolj funkcijo v smislu tega, kar si tudi laik predstavlja kot funkcijo, torej, da bo funkcija zdravljenja, učenja, skratka bolnica, šola, stanovanjski blok in tako naprej. Gradbeniki funkcijo v smislu, da bo zadeva zdržala veter, potres, statične obremenitve, težke tovornjake, tanke, ki se čez most peljajo, gnečo peščo in tako naprej. Ne? Skratka, najboljše funkcijo teh izdelkov poznamo mi skupaj z arhitekti. Ne? In to, o čemer pa govorimo, ne, o teh izdelkih, ki so pametni, povezani in tako naprej, gre pa vendarle za formo, gre za to, na kakšen način so pa te stvari realizirane. In če želimo, da bodo ti izdelki še vedno opravljali tisto funkcijo, zaradi katere jih imamo, in ker gradbeniki in arhitekti to funkcijo najboljše poznamo in znamo zadovoljevati te funkcije in projektirati za to, da so te funkcije, da je tem funkcijam zadovoljeno, si ne predstavljam pravzaprav drugačne prihodnosti kot te, ne, da smo integratorji oziroma, bom rekel, nadizvajalci vseh takih izdelkov še vedno gradbeniki, da se bo pa seveda treba naslanjati na računalnikar, elektrotehnike in druge, ker postajajo zadeve komplicirane. Matevž, omenil si varnost, ne? Tukaj je čisto nekaj drugega, če imaš napako v algoritmu in začnejo kar naenkrat vse ceste na svetu narobe delati, ne? Ali se pa vse stavbe narobe obnašati, ali pa če je en človek nekje trenutno nepazljiv. Malo smo se že dotaknili, zdaj, kam tukaj noter BIM sodi. Ne? Jaz bi mogoče prosil, če bi ga malo bolj umestili tukaj v kontekst, ker jaz imam občutek, no, tudi po teh naših, saj ne vem, koliko daje že, Matevž, to imaš ti te številke v rokavu, ampak zdi se mi, da v zadnjih letih karkoli je napredka v gradbeništvu, se vse vrti okrog BIM-a. Pa me tako, no, ne, da me zanima, pač rad bi malo podiskutiral o tem, a je res vse, kar je novo v gradbeništvu, je samo BIM, a se res vse vrti samo okrog BIM-a, a so tudi kakšna druga področja, ki smo jih mogoče zaradi tega, ker je BIM toliko prepoznaven, zanemarili. Oziroma, kam bi zdaj dali ta BIM znotraj tega gradbeništva 4.0? Verjetno je zadeva nekoliko odvisna od tega, kako BIM razumeš oziroma kako široko BIM razumeš. Dejstvo je, da se v industriji oziroma gradbeništvu danes nič ne more zgoditi brez informacij. Se pravi, karkoli počneš, imaš neke informacije o tem, ali informacije delaš, ali informacije analiziraš, neke informacije so. Ne? In neka najširša definicija BIM-a je, da je to pač better information management, boljše upravljanje z informacijami in seveda potem tako ali drugače je vsaka stvar z BIM-om povezana. Ne? Je pa seveda vprašanje, ne, ali je pa BIM v ožjem smislu, ali je to menedžeriranje informacij pa res edina stvar, ki naredi razliko oziroma ki naredi spremembo. In če so recimo te informacije podlage za boljšo analizo, ne, potem je treba ugotoviti, ja, da imamo tudi software, ki zna stvari boljše analizirati.
če se zlivajo informacije iz nekih senzorjev nekam, ne, pa zna ta zbirka podatkov te informacije umestiti v prostor, v 3 dimenzije in jih seveda pripne k tridimenzionalnemu modelu te stavbe, ki se reče BIM, ne, potem se da to videti kot, ja, to se nekaj z BIM-om dela, ne. Ampak dodana vrednost tukaj je, da imaš senzore, ki nekaj merijo in da imaš na drugi strani aktivne elemente, ki jih krmiliš, ne? In je ta BIM samo, bom rekel, omara, kjer so pripravljene škatlice, kamor se bodo te informacije zapisovale. Tako da, tako kot sem prej rekel, industrija 4.0 govori o digitalnem dvojniku. Ta digitalni dvojnik je potreben zato, da se vse mogoče simulacije, da se tista pamet in povezanost, ki je značilnost industrije 4.0, lahko na nekaj pripne, da je o nečem možno najprej simulirati, da bi se potem v realnem svetu lahko zgodilo. Sicer pa literatura pravi, da obstaja še 5 nekih skupin tehnologij, ki so nekako na istem nivoju pomembnosti, oziroma je digitalni dvojnik ena od 6 skupin tehnologij, ki so za realizacijo gradbeništva oziroma industrije 4.0 potrebne. Internet ljudi, internet stvari, oblak kot IKT infrastruktura za vse mogoče, robotizacija in pa umetna inteligenca oziroma kognitivno računalništvo, ne. To je potem pa ostalih 5 tehnologij, ki poleg tega digitalnega dvojnika sestavljajo ta spekter orodij, s pomočjo katerih se gradijo rešitve gradbeništva 4.0. Jaz bi mogoče sem dodal en primer, ki sem se ga spomnil, pa da ga tudi mogoče postavimo v kontekst gradbeništva pa BIM pogovorov. Matej, če se spomnim, sva tudi na BIM Worldu v Münchenu srečala najne dobre kolege iz Trima, ne, ki so tudi že gostila kakšnega gosta in oni imajo te svoje fasade, Kubiser pa Kubiswan, pa ne vem, mogoče zdaj že kakšna nova izvedba, ki so v bistvu zelo narejene po teh principih gradbeništva 4.0 in tudi oni težijo k temu, da bi šel dejansko direktno iz digitalnega modela v proizvodnjo, brez nekega vmešavanja, tako je bilo včasih, da pač nekaj načrtuješ, potem je treba predelati, prilagoditi za proizvodnjo, se to proizvede in potem dostavijo na gradbišče. Mogoče tam manjka še ta zadnja faza, da bi dejansko nek robot to postavil na mesto, ali pa mogoče tudi to imajo, ali pa ne. Ta primer mi je zdaj pač padel na pamet. Čeprav tle, recimo, meni je vmes padel na pamet en drug primer, ne. Ti digitalni dvojčki v nekaterih primerih niso več tako pomembni ali pa niso več tako pomembni, kot se zdijo, ne. Recimo za upravljanje stavbe v smislu svetlobe, toplote, hlajenja in tako naprej, ne. Imaš ti seveda lahko nek digitalni dvojček, imaš to stavbo v 3D narejeno, simulirano, vizualizirano in tako naprej in potem delaš na tej stavbi stvari, ne. Druga možnost je, da pa nič o tem ne veš, ne, da imaš na eni strani množico senzorjev, da imaš tudi neka stikala, ki jih ljudje lahko obračajo in da imaš množico aktivnih elementov, s katerimi stvari spreminjaš, ne. In imaš nekje senzorje svetlobe, imaš vremenske napovedi, imaš podatke o tem, koliko toplo je zunaj, kako piha, koliko močno sonce sije. Skratka, nimaš nobenega modela stavbe, imaš samo številke iz te množice, bom rekel, senzorjev. In bom rekel, z metodami strojnega učenja se lahko taka stavba prav tako dobro nauči sama sebe upravljati, kot če bi imela zadaj tridimenzionalni model, ki bi bile vse dimenzije točne, površine oken točne in tako naprej. Ne gre samo za to, ali na nek način deterministično oziroma algoritmično računaš, kaj se bo v stavbi dogajalo, ne, ali si pa privoščiš, da imaš nekaj časa podoptimalne rešitve, ki jih ljudje na roko z različnimi termostati spreminjajo, ne? Ampak čas se pa stavba nauči, kako se krmiliti, ne da bi sistem vedel o geometriji te stavbe nič. Briga,
rešil si mojo zagato in v bistvu moje pomisleke, ali smo gradbeniki poklicani za to, da naredimo gradbeništvo 4.0. Ker ravno nisem vedel, kaj me je motil prej. Ne? In ravno tole si mislim, da zdaj, kot rečeno, mi razbistri vse morebitna vprašanja ostala. Ne? Ker ravno to se bo na koncu zgodilo, žal, ne, najbrž. Prvič, zato, ker imamo infrastrukture že narejene, brez tega digitalnega dvojčka ogromno. In kaj lažjega kot te obstoječe zgradbe, stavbe, ceste, mostove in tako naprej, opremiti s skupom senzorjev, te senzorje povezati v neke inteligentne sisteme. Žal tle nikjer nisem benga gradbenika videl zraven. Ne? In še druga zadeva, ki se je pa prej, se mi zdi... No, ampak to je gradbena fizika, ne? In na koncu za bivalno okolje si jaz predstavljam, da bi te stvari lahko funkcionirale brez arhitektov, ne? Ja, se strinjam. Ne? Ampak hotel sem še eno stvar dodati, ker se mi zdi, da si je prej mogoče malo začel. Recimo, rekel si, da je pač nek relativno velik poudarek v zadnjem času na samem tem BIM procesu in definiranju in popolnoma pač nekem relativno togem sistemu, kako zdaj zadevo voditi v fazi planiranja in potem tudi v fazi gradnje. Po drugi strani si pa zadevo v bistvu na koncu opisoval kot, ja, zdaj imamo pa cel kup senzorjev, te senzorje bomo v bistvu napeljali na nek ta digitalni dvojček, ampak v tem procesu v bistvu ni nikjer nobenega govora več. Se mi zdi, da se vračamo nazaj, saj tisto, kar smo imeli z Robijem večkrat debato, v bistvu zdaj, kaj ta BIM je, ne? Ti si rekel Better Information Management, midva so se kregala v tem, ali je to modeling ali je to model. In mislim, da se na koncu vračamo do to, da je ta BIM dejansko pač bolj manj ena baza nečesa, v bistvu kamor boš ti zdaj te senzore napeljal, zato da boš lahko glede tega z nekimi umetno inteligenco ali kakorkoli že v bistvu napovedoval, kaj se bo zgodilo in kako naj se določena stvar prilagodi. Ja, čeprav, a veš, po drugi strani pa ni neodmet, da ti za nek senzor veš njegovo lokacijo, zato da, če drugega ne, zato da takrat, ko bo senzor javil, da ne dela dobro, da boš lahko nekoga poslal v ta pravo sobo in seveda, da bo ta lahko šel to pogledati, bo mogel imeti načrt te stavbe, bo pa geometrija postala pomembna. Ne? Absolutno. Ampak geometrija je gotovo ena važna komponenta vseh teh informacij. Strinjam, ampak zdaj spet smo potem v tisti fazi že v bistvu vzdrževanja objekta, kjer pa v bistvu v večji meri se pa zdaj pogovarjamo, in smo se na BIM pogovarjali o tem v tej prvi fazi, o načrtovanju in v fazi gradnje recimo. Ne vem, če smo se kdajkoli bolj detaljno pogovarjali o tem, kako to potem zgleda v fazi vzdrževanja. In jasno, kaj je tista dodana vrednost, da dejansko imaš ta digitalni dvojček, kaj je lažje, kje so tiste prednosti, a morda tudi kakšna slabost. Tako da najbrž se bo treba začeti mnogo bolj orientirati v ta drugi del, oziroma tretji, kakorkoli že to jemljamo, ampak ta faza je dejansko najdaljša. Ne? Recimo, če gledamo eno tipično življenjsko dobo objekta, potem, ne vem, 50-100 let. Absolutno, in tudi stroškov v tej fazi največ nastane, kar pomeni, da je tudi poslovno najbolj zanimiva, ne? Ja, in smo prišli nazaj do tega, da ni nič drugače, kot je bilo. Vse je drugačne, samo še vedno potrebujemo stavbe za to, da v njih delamo in živimo, še vedno potrebujemo ceste za to, da se po njih premikamo. Se pravi, funkcije teh objektov ostajajo v grobem, take, kot so bile. Zadovoljevati te funkcije smo se učili gradbeniki pa arhitekti. To je pa res. Mogoče tukaj zdaj je pravo mesto, da zaključimo, kaj meniš, Matevž. Ja, se v celoti strinjam s tabo. Mislim, da Žiga si nam, recimo, da je razbistril v bistvu vse ta vprašanja, kaj sploh je v prvi fazi, kaj je to sploh industrija 4.0 in potem kako to aplicirati v gradbeništvo na gradbeništvo 4.0. Jaz se veselim časa, ko bomo živeli v neki pametni stavbi, pa ne glede na to, ali bo v zadnji BIM model ali pa ne bo. No, super, tudi jaz. Morda, Žiga, samo za konec, kje te lahko poslušalci
najdejo, kontaktirajo, če imajo kakšno dodatno vprašanje? Najboljše na ziga.turk@uni-laja.si. Super, hvala. Bomo vse to polinkali, dodali zraven tudi slike, o katerih je bilo govora v tej oddaji. Tako da, Robi, kje pa lahko tebi poslušalci dobijo na internetu? Najboljš kar na info@bimpogovori.si ali pa pogooglite me, pa bo vse rešeno. Hvala. V bistvu, kot rečeno, vedno poudarjava, da pričakuje kakšen e-mail, kakšno elektronsko pošto. Mislim, da je bil ta tema glede gradbeništva 4.0 zelo zanimiva in mislim, da je spodbudila kakšno vprašanje. Tako da vsekakor kakšen e-mail na info@bimpogovori.si. Lahko pa morda že napoveva en dogodek, ki bo 22. januarja v Škofji Loki, v Knauf Insulation. Hermes organizira en dogodek in z Robijem bova tam vodila eno okroglo mizo. In morda, če bo tehnološko vse malo sreče bilo, bodo to tudi prvi pogovori, BIM pogovori v živo. Tako da spremljite Facebook, tako da upam, da se vidimo čez en teden. V živo na Facebooku. BIM pogovori 4.0. Samo še senzorjev ne bomo imeli. Žiga, najlepše hvala za tvoj čas. Hvala za povabilo. Žiga in Robi, adijo. Adijo.